Če bi slučajno se zgodilo, da v trgovinah, da bi zmanjkalo hrane, je bila ideja, pa to se bo verjetno kar zgodilo, da se dobimo v gasilskih domovih vsako soboto ob 17. Če ne drugega, bodo tam obvestila, kdaj in na kakšen način se dobimo. Je pa nekaj treba vedeti, jaz kot kmetica, ki proizvaja in predeluje tisto, kar pridela, plan se začne delati, ko se poberajo zadnji izdelki oziroma pridelki z njive, z vrta, da že vemo, kaj se bo spomladi sadilo. A ne, kar zdajle ne sadimo, recimo zdajle se sadi zimski česen, motovilc, zimska čebula. Moramo vedeti, da vsi tisti, ki nimate te možnosti, da si pridelate zadostnih količin, se je že zdaj treba obrniti na kmete, da bojo za drugo leto računali povišanje pridelave osnovne hrane. To se pravi zelenjave, sadja, jagodičja in tako naprej, ker zdajle so zaloge samo za tiste, ki so že spomladi naročili, oziroma po zimi. Razumete? In a se razumemo, a ne? Ker njive ne dajajo celo leto, razen recimo v rastlinjakih, pa še tisto je omejeno, če nimamo ogrevano. Toliko, da boste vedeli. Zdaj gremo od besed k dejanjem. Zato res je treba razmisliti, kako si bomo zagotovili prehransko varnost na ravni gospodinjstev, ker že krožijo informacije, da se trgovski centri izgovarjajo na pomanjkanje električne energije, da jim crkavajo hladilniki in tako naprej. Se pravi, se v ozadju te zgodbe že nekaj plete. Golob je tudi izjavil, da naj bi čez zimo zaprli gospodarski sektor, ste verjetno slišali. In kaj to pomeni? To pomeni, da ne bo dobave. In dajte si že zdaj pripraviti zalogo, nakupiti osnovne higienske stvari, tudi ženske, vložke in tako naprej, kar imate, WC papir, moko, suh kvas. Sicer se bomo učili tudi na delavnicah o drožeh, to je nadomestilo kvasu in veliko bolj primerno za naše telo, ker ne kisa telesa, in pa vse ostale stvari. A ne? Kdor ima možnost, glede na draginjo, ki se ustvarja v energetiki, pa pravite si, puste to teoretiki zarot in ostalo. Puste to. Mene poglejte, kaj vse se zgrinja. Jaz sem rekla, ko se bo nabrali dovolj pluncev, bomo splovili našo barko in odšli pa. Oni naj pa zadaj pluvajo, da bomo išli lahko naprej. Razumete? Zmeri mora človek vzeti vse za dobro, pa ko namečajo polena podloge, poberite jih, pa si jih neste domov za kurjavo. Oni naj pa zebe. Razumete? Malo je treba biti pozitiven, a ne? Meni lih včeraj Dragica malo možgane prala, pa je rekla: Mateja, pusti jezo, nima smisla. Prav je imela. A ne? Vse moramo za dobro vzeti. Tako da na ta način si bomo pomagali. Moram povedati tudi mojo lastno izkušnjo s krasa. Včeraj, ko smo tudi malo raziskovali, glede požarov in tega, smo opazili, da z informacijami, ki so nam jih dali v javnost, nekaj hudo ne štima glede samega požara. Mi smo na licu mesta videli eno stvar, ki nam je bila popolnoma nelogična. In tisti, ki se bo udeležil delavnice na Krasu 2.10., bo tudi v živo lahko videl. Jaz sem rekla osebno, da te požari so bili sproženi malo drugače, kakor so nam govorili, in zato imamo neizpodbitne dokaze. A ne? Boste videli.
Imamo tudi vse evidentirano, poslikano, tako da tisto, kar nekje pravijo, da gori, da je nekje dim, je ponavadi tudi ogenj. In tole, kar so govorili o teh laserskih požigih, bi jaz kar rekla z mojega stališča, kar sem včeraj videla, da to drži. Ker točno je bilo pokazano, da tisto niso bile bombe, kakor so govorili, lahko da je pokal. Pa da so bili podtaknjeni požari. Ja, samo na kakšen način. Zdaj vam bom povedala, ker imamo neizpodbitne dokaze za to in ni druge logične razlage, kakor tista, ki smo rekli. Če pogledate objave gospe Polone Ajdič, ona ima prve in neizpodbitne informacije o gibanju na finančnih trgih. Se pravi, že leta 2020 se je govorilo o prekinitvi dobavnih verig, pomanjkanju hrane, toaletnih potrebščin, pasje hrane in nas so imeli za teoretike zarote. Ampak kot vidite, se ta teorija dobesedno izvaja v praksi. To ni več zarota, ampak je dejstvo, oziroma ni več teorija, ampak je dejstvo in zarota proti nam ljudem. Prav je, da smo o tem obveščeni, da to vemo in se pripravimo. Saj pred drugo svetovno vojno je bilo tudi marsikaj, pa ljudje niso verjeli, pol se je pa zgodilo. Zdaj, če se učimo iz zgodovinskih dejstev, imamo vse informacije in noben ne rabi biti presenečen, lačen in tako naprej. Če imate mogoče možnost, si tudi kakšno gorivo pripravite za čas, pa maksimalno znižajte stroške. Maksimalno. Še to, kar se tiče izmenjave semen in posedovanja avtohtonih semen, to je največje bogastvo, ki ga imamo. Ne denar, od denarja se ne da najesti. Ne kakršnekoli materialne dobrine, ker od tega se ne moramo najesti. Edino, kar zdaj šteje, je zemlja, kakršnakoli pet in pa domača avtohtona semena, ki so prilagojena na to področje, in jaz vam iz mojih lastnih izkušenj povem, če jim damo prave pogoje, s tem, da gremo z vso ljubeznijo po njivi, ni nobenih bolezni, tudi škodljivcev ni, ker vse to dela naša energija. Opazujte se, pa boste videli, da to ni teorija zarote, ampak da je to dejstvo. In jaz vidim, da vzgoja iz avtohtonih semen da nadpovprečne rezultate. In ker to semenarske hiše vejo, oziroma te, bom rekla, ki hočejo plasirati GSO hrano na naše trgovske police, oni vejo, da je avtohtono seme najbolj zdravo, oziroma iz njega rastlina vzgojena najbolj zdrava in najbolj primerna za naš organizem. Zato jih čuvajte bolj kot vse zlato. Zdaj bom pa jaz tale moj prvi del zaključila, pa bom dala besedo Miranu, ker je že v kurbljanju, da bo povedal svoje.